Spoštovane dijakinje in dijaki, spoštovani profesori, najprej vas prosim, da ugasite mobilne telefone, da nas ne bodo motili. Danes živimo v svetu, kjer so digitalni mediji del našega vsakdana. Pametni telefoni, družbena omrežja in stalni tok informacij nam omogočajo neverjetne možnosti učenja, povezovanja in ustvarjanja. Hkrati pa prinašajo tudi izzive. Vplivajo na našo pozornost, način razmišljanja, odnose in celo na zdravje naših možganov. Zato je pomembno, da o tem razmišljamo kritično in se vprašamo, kako digitalne tehnologije oblikujejo naše življenje in kako jih lahko uporabimo tako, da nam koristijo, ne pa škodujejo. Z velikim veseljem danes med nami pozdravljamo priznanega nevrologa, ki se ukvarja tudi s vprašanjem delovanja možganov v sodobnem svetu. Z nami bo delil svoje znanje, izkušnje in razmisleke o tem, kako digitalni mediji vplivajo na naše možgane in naše vsakdanje življenje. V čast mi je, da lahko napovem današnjega gosta, dr. Zvezdana Pirtoška. Dobrodošli. Ja, jaz sem lepo zahvaljujem, zjutraj, ko sem šel iz Ljubljane, kjer je bilo normalno sonca, sem rekel, nič grem iz meglene Ljubljane, da verjetno čudovito sončno pripavo, pa vidim, kar me tudi pa čaka. Jaz sem bom spregovoril o eni zanimivi temi, najprej vam moram to povedati, da sem pravzaprav sem tudi učitelj, sem učil na fakulteti, a ne medicini, se pravi velike ljudi, in sem pa predvsem zdravnik, in to zdravnik, ki se mu reče nevrolog, je zdravnik, ki se ukvarja z možgani. No, in mi se bomo danes vprašali, malo krajši bomo, kot ste sicer upal, ampak bomo vse naredili, se bomo vprašali, ali recimo so vaši možgani, vi ste tipična generacija, ki je preplavljena z digitalnimi mediji. Kdo od vas, vidite roko, nima mobilnega telefona? Prav nobene roke. Kdo od vas pravzaprav se še nikaj velik srečil z internetom? Niti ene roke gor, ne? No, vidite, in se bomo vprašali, medtem ko vaši starši, stari starši, so pa seveda vplivali glede svojega življenja brez teh raznih poplave digitalnih medijev. Pa se bomo vprašali, a so njihovi možgani kaj drugačni kot vaši, a so vaši možgani kaj drugačni. Vidite, prvič se je, še preden ste se vi rodili, tam okoli leta 2000, en priznanje ameriški strokovnjak vprašal, strašno je bil navdušen nad Googlom, ampak pa se bo vprašal, kaj pa če nas Google, od Google odmisli internet, pravzaprav poneumlja, da nas naredi bolj neumnega, kot bi bili brez interneta, kar se vam danes zdi globoko protiintuitivno. Zato, da bi razumeli, a so vaši možgani različni, pa bodo recimo čez 50 let kaj različni, si je seveda fajn malo pogledati, kako sploh so možgani sestavljeni in kako delujejo. Vidite, tole, jaz sem celo prinesel, pa ne bo časa, tak model možganov. Kaj mislite, koliko so težki možgani vaši? Približno. 500, koliko? 500 kil ali 500 gramov? Ne, samo 5 kg. Samo 5 kilogramov, no, vidite, to bi bilo ogromno. Jaz verjamem, da na možgani so približno 1400, 1 kilo, manj kot 1 kilo pa ne? No, ampak ti možgani zelo lepo kažejo nekaj, kar se imenuje evolucijska logika. Ste se kdaj že učili o Darwinu, veste o Darwinu? On je rekel, da pravzaprav smo se mi razvijali skozi živali. In tudi, če mi pogledamo, veste, naše možgane, vidimo, da so možgani sestavljeni nekako evolucijsko iz 3 delov. Vidite, tisto, kar je tamle rjavo, so možgani plazilcev. Plazilci hočejo samo jesti, pa se gibati. Tisto, kar vidite malo višje zeleno v sredi možganov, so možgani sesalcev. Sesalci pa že imajo čustva,
sesalci pa recimo ljubijo, sovražijo. Ne? In potem tisto, kar vidite čist zgorej, kot vijolično, so pa možgani človeka, primatov rečemo, to je predvsem možganska skorja, to je tisto, na kar smo blazno ponosni. Vidite, če vam rečem, da recimo in vse te tri možgane imamo ljudje v svojih možganih. Najbolj globoko tukaj imamo možgane plazilcev, se pravi, da smo lačni, da smo žejni, tisti naši osnovni življenjski impulzi. Potem na sredini imamo čustvene možgane, to so možgani sesalcev. A ima tvoj doma kakšno željo? Vidite roko tisti, ki imate željo. Evo, nekaj želj je doma. A imate tudi puška doma tam? Tudi, evo, bravo, no in zdaj nam bo kolega tam je čist v zadnji vrsti odgovoril, ali želja vsak nemiri na prleti, ko on pride domov, ali kuža prleti k njemu. Sem siguren, da bo rekel kuža prleti, želja pa mislim, da ne. Vidite, in potem se pozna tudi človek, ki ima vse te možnosti, lahko samo biološko preživi, lahko ima nekoga rad ali pa se budi, lahko pa tudi razmišlja. Povejte mi, ne vem, če mi bo to uspelo, če bo uspelo tole. Kaj mislite, kateri možgani so tule? To so kateri možgani? Spodnji, srednji ali visoki? Srednji možgani, ne? Vidite, to so sesalci. Ta bitja so sposobna imeti nekoga rada ali pa se vada, ne? No in, zakaj vam vse to pripovedujem, ker bomo videli, da digitalni mediji pravzaprav vplivajo na različne dele možganov, ne? No, vidite, kdaj se pravzaprav naši možgani, ko bom rekel, človeško razvijajo, to je pred približno 30.000 leti, takrat so že toliko veliki, kakor najmi, se pravi približno 1300 gramov, ampak pred 40.000 leti najkrat človek začne risati na stene, začne ustvarjati kipce. Prvi kipci so kombinacija, to je prvi kipec, ki ga je človek kadarkoli v svoji civilizaciji naredil. Poglejte, kipec je pol človek, pol žival. To je prvi kipec, ki ga je človeštvo ustvarilo. Zelo radi so naši predniki upodabljali žene, vendar ne zaradi tiste njihove lepote, tole ni kot Angelina Jolie, ampak, a veste, zakaj je umetnik takrat pred 40.000 leti naredil tale kipec žene? Kaj mislite, zakaj? Kaj je hotel povedati? On je hotel pokazati ženo, ki je rojeva. Se pravi, on je pokazal, tukaj rečemo, atribute tega, kar je v ženski, kar poraja življenje, novo življenje. To je njega fasciniralo. Zdaj se nam zdi mogoče malo smešna tale ženska, kot rekel, ni ravno, ne vem, kakšna lepotica, ampak za človeka pred 40.000 leti je bila silno pomembna, kajti pokazala mu je rojeva se novo in novo življenje. No, takrat nekako začnejo tudi svoje mrtve pokopavati veliko spoštovanja, recimo začenjajo verjeti v Boga. No in takrat pred približno 40.000 leti se zgodi to, da se človek prvič začenja zavedati sebe. Jaz sem, kako vam ime, kolega? Rok. Jaz sem Rok, rad imam to in to. Ko sem bil v 7. razredu osnovne šole, se mi je to in to zgodilo, rad bi študiral to in to. Vidite, takrat se začenja to zavedanje samega sebe. Torej, mislim, da bom spustil, ker nam ni tako pomembno, ampak bi vam rad še nekaj drugega pokazal. Kako recimo v človeku, ko raste
tistimi deli možganov, globokimi, ki smo rekli, da hočejo sam jesti, pa piti, pa takoj zadovoljitev, pa med tistimi deli možganov, ki pa razmišljajo. Vidimo se zelo zanimiv poskus iz psihologije, imenuje se marshmallow test. A veste, kaj je to marshmallow? Marshmallow, za jesti tiste dobre... Kako? Penice. Kako? Penice. Aha, no, evo to. Skratka, vidite, boste, bila je ena zelo zanimiv poskus, kjer so otrokom dali, malim otrokom so rekli, poglej, zdaj ti bom dal marshmallow, lahko ga poješ takoj. Če pa počakaš, da se izvrnem 10 minut, boš pa dobil 2. In pogledajte, kaj se pri zelo malih otrokih dogaja. Ne, seveda ni interneta, se opravičujem, bomo to kdaj drugič videli. Bomo to kdaj drugič videli. Veste kaj, zdaj se pa vprašajmo se, ali so naši možgani, to, kar smo se nekaj, ali recimo to, da ste vi toliko na iPhone ali pa na internetu, ali to spreminja vaše možgane. Ta digitalni svet se imenuje tehnološka revolucija. To je ena izmed največjih revolucij, kaj je človeštvo imelo. Jaz to lahko rečem, ker sem pol svojega življenja živel, takrat ko ni bilo nobenega interneta, pa iPhoneov, pa drugo polovico življenja, zdaj ko imam tudi stavne iPhone, pa tudi ugotavljamo, da ni interneta in tako naprej. Človeštvo je imelo par takih revolucij. Najprej, pred 5000 leti so ljudje iznašli pisavo. Kje je to bilo? To je bilo, a kdo ve, kje so začeli pisati? Evo tam na žalost, kjer je zdaj vojna, tam kjer je Iran, tam je bila ena dežela, ki se je imenovala Mezopotamija in tam so iznašli pisavo. In mi danes dobro vemo, da ko so iznašli pisavo, da so se možgani človekovi spremenili. Kako so se spremenili? Dobili so en poseben center na desni strani možganov, tudi spodnji za ušesi, imajo vsi ljudje, ki znajo pisati ali čitati, imajo center za črke. Jaz tudi, če bi vam zdaj pokazal egipčanske hieroglife, seveda jih vi ne bi znali, ne bi vedeli, kaj ta hieroglif pomeni, vendar vi bi vedeli, da je to neka črka. Zakaj to veste? Ker nam je ta tehnološka revolucija, da smo začeli pisati, prinesla en nov možganski center, nov del možganov, ki je tukaj na levi strani za ušesom, imenuje se center za črke. Dan se da zelo lepo, imamo posebna slikanja, kjer recimo damo nekomu nekaj čitati in kaj bomo videli, da se bo ta levi del možganov tule osvetljiv, ker bo človek čital črke. Potem smo pa, vidite, pa je bilo zanimivo in to boste vedeli vedno v zgodovini. Ob vsaki tehnološki revoluciji so se ljudje razdelili v dve skupini. Ena starejših, ki so rekli, kaj pa ta noviteta nič ne pomeni, pa kaj bomo pisali, zakaj pa rabno črke. Mlajši so bili ponavadi vedno za revolucijo, za nekaj novega. In recimo v času Platona je bil, ste že slišali za Platona, za filozofa? No, on je imel starejšega svojega učitelja, ki se mu je rekel Sokrat. In Sokrat ni niti ene besede nikoli napisal, ker je rekel, da so črke zelo škodljive in če ti pišeš na kamen, se bojo tvoji možgani izpraznali in ne boš imel nobenih spominov več, vse bo na kamen. Platon kot mlad človek, Platona lahko vse vidite, recimo, vi ste naša generacija, pa rekel, ne, črke so nekaj dobrega in če je kdo ogromno pisal, filozofskih spisov, je bil učenec od Sokrata, to je Platon. Ampak kar vidimo je generacija starejših, je malo različna od generacije mlajših. En drugi čas, ko se nam začnejo možgani čudno spreminjati, je takrat, ko ljudje v 16. stoletju začenjajo pluti okoli sveta.
Veste, do takrat ni bilo kakih zemljevidov ali kaj takega, ne. Če si moral neki prič, si imel neko sliko, kjer so bili narisani 3 krički, pa cerkvica, pa pot, ki je vodila do tiste cerkvice, ni pa bilo takih kart, kot je sever, jug, vzhod, zahod. Naenkrat v 16. stoletju, ko začenja Kristof Kolumb in ostali pluti okoli sveta, človek riše zemljevide in je zanimivo, da fizično se naši človekovi možgani spremenijo tako, da na desni strani tule zgorej dobijo en nov center, to je center za vidno prostorsko predstavo, da vemo, kaj je sever, kaj je jug, kaj je vzhod, kaj je zahod, kaj je levo, kaj je desno. Vidite, znova tehnološka revolucija je prinesla spremembo, fizično spremembo v možganih. Zanimivo je, veste, da je, ko je prišla v Ljubljano železnica, takrat je bila starejša generacija zelo proti železnici, ne? Mlajša generacija pa za železnico. In starejšim se je zdelo, da železnica je prav hudičev izum. Recimo, jaz sem pogledal ene novinarje, ki so takrat pisali o tem, kako je železnica prišla v Ljubljano in kaj so napovedovali. Da se nam obetajo možganska obolenja ljudi in jadovost živali zaradi hrupa in puha tega hudičevega izuma. Potem, da ta potovanja s parno lokomotivo spodkopavajo svet, ki dejansko obstoji samo še iz železniških postaj. In kaj, pogledal, kakšni nevarnosti smo Slovenci bili takrat, piše, bil sem priča, kako je iskra priletela na svileni plašč neke dame in na njem naredila kot srebrni goldinar veliko luknjo. Se pravi, ljudje so se bali teh novitet, te nove tehnološke revolucije, vlaka. No, zdaj smo pa mi, zadnja tehnološka revolucija je pa digitalizacija. Kdo, verjetno je malo od vas, tole so že malo zastarele te epi, zdaj bi moral dati čist nove in bi jih tudi takoj prepoznali. In vse bolj se poraja neko prepričanje, da se tudi tokrat naši možgani spreminjajo. Kot so se spremenili takrat, ko smo črke odkrili, kot so se spremenili takrat, ko smo začeli okoli sveta hoditi, kot so se spremenili, ko so prišli vlaki. Tako nekateri trdijo, da se spreminjajo naši možgani, zdaj, ko lahko imamo ChatGPT. Kdo od vas se uporablja ChatGPT? Dvignite roke. Ja, veliko več, pa se učiteljica in ravnateljica se nista obrnili, tako da nihče vas ni videl, samo jaz. Torej, nekatere ljudi, tudi take zdravnike, kot sem jaz, nevrologe, pravzaprav skrbi, da a se možgani spreminjajo, je to res ali ne? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je pa, a se spreminjajo na bolje ali na slabše. So ljudje, znanstveniki, ki pravijo, da je vse to, kar gre na slabše. In en izmed njih tudi v slovenščini, ko ste našli njegovo knjigo, imenuje se Manfred Schlitter, je celo govori o digitalni dimenziji, da tisti ljudje, ki so ves čas na internetu in tako, bodo postali dementni. Najprej vas nekaj potolažim, od zdravniki se ukvarjajo z možgani, vam lahko povem, da demence ne boste dobili, pa če boste še toliko ur na digitalnih medijih. Zdravniki vemo, kaj je demenca. Demenca je, da ti hiter propada spomin, in je čist nekaj drugega. Spomin se spreminja v naši generaciji, vam bom povedal, kako vendar ne v tem smislu, da bi postali dementni. Koliko od vas ve približno, kaj je to demenca? Dvignite roko, veliko, zelo veliko, mogoče imate doma, pa babico, starka strica, in veste, da je to res huda
bolezni, najprej vas ne potolažim, pa če ne druga vsaj to, da vam povem, da zanesljivo ne boste dementni, če boste še naprej na digitalnih medijih. Vendar zdaj se pa vprašamo, ali se moji možgani spreminjajo, ali so vaši možgani nekoliko različni od mojih, recimo, ali pa od vašega dedka, recimo, če nikoli ni bil na internetu, ali pradetka. Ta odgovor pa je da. Ampak, zdaj vam ne še nekaj povem, da se naši možgani ves čas spreminjajo, ne glede na to. Vaši možgani danes, ko boste šli iz tele dvorane ven, pa boste slišali tole predavanje, ne bodo enaki, kot so bili možgani, ko ste vi v to dvorano vstopili. Tako da spet vas ne potolažim. Karkoli mi delamo v svojem življenju, mi spreminjamo svoje možgane. Ko sem jaz bil toliko star kot vi, je veljalo, ko sem bil študent medicine, se pravi veliko starejši, če bi se rekel na izpitu, da so možgani organ, ki se spreminja, bi takoj padel. Takrat je veljalo, da se možgani ne spreminjajo, ti se sicer učiš, vendar možgani celice se ne spreminjajo. Danes, že na 20 let, mi vemo, da možgani se lahko zelo spreminjajo v dobrem in v slabem. Recimo, tisti, ki ste zelo veliko na internetu, se vam spreminjajo tisti deli možganov, ki so za mišljenje. Recimo, moja generacija so nam dali nek problem in bolj smo morali, dobro, čas smo kar prepisali, čas nam je izvedel tisto rešil, ampak včasih pa moral, če si pa tam bil v šoli, si pa moral sam nekaj šlat, pa nekaj tablice imeti, pa nekaj iskati, pa tako, Zdaj, recimo, lahko vi ta isti problem zlahka razrešite preko interneta, pa tudi niti ne mislim na tak primitiv način, da sam rečeš, da je rešitev to pa to. Internet lahko na zelo zabavno, na ustvarjalni način vodi, da ti prideš do te rešitve in da jo zelo dobro razumeš, da si jo mogoče veliko bolj razumeš, ali pa veliko bolj predstavljaš, kot pa recimo moja generacija, ki smo morali nekaj tam brez, danes vam internet dobite, videe vam tudi vodi vas kako, in seveda na učiteljih, na psihologih bo, da bodo rekli, je to dobro, ali je to kurikulum uspodbuja, ali je to fajn, ali to ni fajn. Ampak dejstvo je, da se tisti del vaših možganov, ki načrtuje razmišljanje, hitro spreminja. Drugo je spomin. Ja, če me vprašate, a so tisti deli možganov, ki so pomembni za spomin, a te glede slišati, da ti pokampus vidite roko tisto, nekateri se ne bo šlo v to vrni časa, ampak imamo en del možganov, ki je posebej za spomin. Posebej za spomin. Ta spomin je pri meni, ta del možganov je pri meni malo drugačen kot pri vas. Recimo, moj je veliko bolj mogoče nagnjen k temu, da si skušam zapolniti neke podatke. Mogoče podzavestno, ampak skušam si zapomniti. In recimo, ali kdo od vas dvigne roko, ima v spominu, recimo, bom rekel, 22 telefonskih številk svojih najboljših prijateljev, staršev in podobno, dvigne roko. Nobene roke. Če bi bila tudi moja, zdaj pa zavrtno šast, pa da sem jaz tako star, kot ste vi, pa tudi sedim, večina rok bi bilo gor, seveda, seveda od štetke poznamo, od mamice poznamo, od atija, od sestrce, od svojega učitelja, vse to poznamo. Potem imamo pa en drug del možganov, ki pa je zelo blizu temu, kjer so ti spominski centri. In to je del možganov, ki mene uči, kako naj iščem rešitev. Malo bolj tako zgoraj. Ta del je pa pri vas boljši, kot pa pri meni. Kaj še? Pozornost. Veste, mi bomo enostavno, tisti, ki boste psihologijo študirali, boste videli, da ni tako enostavno, kot vam zdaj skušam povedati, ampak recimo, mi imamo dve vrsti pozornosti. Vas lahko prosim, da me ne 5 minut prej, tako da začne premahati na minute.
imamo dve vrste pozornosti. Ena pozornost je, recimo, vam reče tršic, vi sicer da rečete tršica, ne rečete gospa učiteljica, ja, tako. Mi smo rekli tršica, ja, so rekli, da smo izbili, ja. No, pa vam učiteljica reče, zdaj, če vikend morate prečitati eno čudovito delo, pa recimo, da je dolg vikend, pa da še prežuje, tako kot danes v Infami, in morate prečitati eno knjigo, ki se reče Ana Karenina, recimo. In potem boste vi odprli to knjigo, nova vam bo, pokazala vam bo življenje v carski Rusiji, tam nekje konc 19. stoletja, pokazala vam bo usodo ene čudovite mlade žene, ki ima silno rada svojega otroka, ki spoštuje svojega moža, pa se ga zelo zaljubi v enega oficirja in potem jo usoda pelje do tega, da pravzaprav zapusti silno bolečino, zapusti svojega sina, odide od moža in konča pod vlakom. Skratka, to je ena zgodba, ki je ne morete razumeti, tudi za njo mož določeno starost imeti, ampak recimo, ki vas postavi v drugi svet in če vi ne čitate te knjige, tako da stavek za stavkom čitate, če se ne skušate vklopiti v psihologijo te mlade ženske, v njeno silno ljubezen do sina Aljoše, pa silno krepenenje do človeka, v katerega se je močno zaljubil. Potem težko razumete, ne veste, kaj je, ampak tiste 3 dni, ko boste to knjigo čitali, morate biti zelo fokusirani. Nekateri to v sodobnem jeziku imenujejo flow, to me kar odnese. Druga vrsta pozornosti je pa razpršena pozornost. To pa je, ko vi navidite, koliko od vas, vidite roko, koliko od vas pravzaprav relativno uspešno lahko kar pogosto recimo dela 3 stvari hkrati, ima tega malonga nešče to, da vidite roko. No, vidite, in je veliko rok. Tudi moja roka, če bi zavedel čas nazaj, zdaj je bila roka. Zdaj pa nas ne vse razočara, nihče od vas ne dela 3 stvari naenkrat. Nihče. To je iluzija, to se imenuje več pravilnost ali multitasking. Zelo smo ponosni, ko smo mladi na ta multitasking, vendar v čem je razlika? Jaz da zdaj ne morate, da pa rečemo vaših tezih 3-4 stvari, vse se lahko spremljam. Veste, kaj je razlika med mojimi možgani pa vašimi, moji so nekoliko starejši, je to, da recimo vaši možgani silno hitro znajo, imajo silno hitre reakcije. In v gibanju, če bi mislili zdaj lavkah, pa bi jaz tekmoval z vami, verjamete mi, da bi slubil. In v razmišljanju. In to je neka čudovita prednost mladosti. In ni to, da vi 3-4 stvari delate, ampak vi imate to čudovito sposobnost, da iz A hiperpreklopite na B, iz B na C, iz C na A, iz C na D in tako naprej. In se ti zdi, da pravzaprav ti delaš 4 stvari hkrati. Jaz se dobro spomnim ene svoje kolegice, tukaj je približno stara, kot jaz, ki mi je rekla, veš, ko malo zdržala, se rekla, veš, jaz se tako spomnim, ko sem rodila prvo hčerko, pa sem bila v kuhni, skole v levi roki sem ga držala hčerko, pa sem jo pespala, zdaj so nas mešala tiste žgance ali vampe ali nekaj takega, odgovarjala možu, ki je ravno prišel iz službe, se zleknil na kavč in rekel, zdaj bo že to kosilo, pa še se gledala uno špansko serijo, ali bo tisti plavolasec končno poljubil uno črnolasko sosednjo ulice, ali vse to sem lahko delala, pa sploh nisem bila odgovorjena. Zdaj, 40 let kasneje, me mož nekaj sprašuje in sebe čujem, koliko se razburjam nad njim. Veš kaj, ne me zdaj motiti, a ne vidiš, da pišem e-maile, ne moram e-maile pisati in tebe poslušati. Vidite, se pravi, to je ta več opravilnost, ki je iluzija. Vendar je iluzija, ki v mladosti je realna, ker lahko tako hitro delamo. In zdaj jaz imam, moje življenje je bilo tako, da
sem imel precej uravnoteženo, a veste, znal sem in hiter 4 stvari naenkrat delati in recimo, ko so mi rekli, da moram čez vikend za obvezno štivo prečitati Ano Karenino, sem bil sposoben praktično sedeti 3 dni in se fokusirati na to zgodbo. Slikanje možganov vaše generacije jasno kažejo, da ste manj sposobni razmišljati nekaj ur, kaj šele celo dni, fokusirano na ta in ta problem. Imate pa čudovito sposobnost, ki pa praktično pa se kaže, da ni tako čudovita, da recimo ste na internetu, pa se tudi nekaj pokaže, koliko je razprodaja v Mercatorju, tukaj se vam pokaže nekaj, kaj je Melania Trump rekla, tudi dol se vam pokaže, kaj je Dončić rekel ali naredil, pa se vrnete na tisto nalogo, ki je, a ne, in vi čas gledate. Torej, na prvi, pa so se pa vprašali znanstveniki, pa se mogoče pa to celo boljše, jaz v krajšem času dobim toliko informacij. In potem so naredili en eksperiment, ki je mimo grede strašno podoben rezultatom, če so dali 2 skupini. Ena je pisala, recimo, da vam predavam, in bi nekateri pisali si na roko. Drugi bi si pisali digitalno. Kaj mislite? Kjer je bil boljši? A ali B? Uniko na roko ali na digitalno? V tem, koliko so pokazali bolj znanje tega. Težko reči, vprašanje je, sem vam skrito narobe dal. Boljši v tem, koliko so znali reproducirati nekih števil ali pa besed, so bili tisti, ki so pisali, ki so tipkali, digitalno pisali. Če pa se ti drugače zastavi vprašanje, recimo, zdaj mi pa povej, o čem se je šlo. Kaj je glavni problem, kaj je hotel pisatelj ali pa znanstvenik s tem povedati, so bili pa daleč boljši tisti, ki so pisali na roko, ali pa tisti, ki so imeli uravnotežena oba pozornostna sistema. Za globoko pozornost pa za ne. Vidite, tako da, mislim, da bom moral počas če se na 5 minut končati, je tako, da ste tako ena krasna čudovita generacija, ki se bo kregala z nami, ker mi vam bomo hoteli dopovedovati, da je digitalni svet nič slabega. Vi boste bili predvsem dobro. Jaz mislim, da sta to 2 svetova. Ampak tisto, kar vam bo dalo, zdaj ena nevarnost je, ki jo jaz kot nevrolog vidim, in je nobena od drugih prejšnjih tehnoloških revoluciji ni imela. In to je, da ima ta novi čudoviti digitalni svet, mi imamo en del možganov, ki vas lahko zelo nagradi, da je to nekaj krasnega, dobrega in da moram to ponavljati še. To je del možganov, ki je zelo pomemben, ko jaz uživam, recimo, če imate strašno radi čokolado, pa da ne bom šel tam v čokoladarnico, pa bom čokolado pojedel. Ali recimo, če dolgo časa niste videli človeka, ki ga imate silno radi, ne vem, morda vaša prva močna zaljubljenost, ne morete živeti brez tega. In potem se ta človek pojavi, kako krasno se počutite, kako je svetlejši, kako je vse dobro. Ali recimo nekdo, ki kadi, pa končno pride do svoje cigarete. Isti del možganov se aktivira takrat, ko si nekdo daje injekcijo heroina. Končno po moje prav umeli. In zdaj mi vemo danes, da eni vidiki digitalnega sveta vam spodbujajo ta svet in vodijo v odvisnost. Vidite, in to je edini del tega novega, srečnega, digitalnega sveta, ki ga tako kujemo v nebo, nekateri pa tako preklinjajo, tam, kjer nevrolog, zdravnik, kot jaz recimo, je preplašen in misli, da se nam obeta nekaj slabega. In to, zdaj pa mi lahko reče, zdaj pa se, konec koncev vedno
Tisočletno, vso zgodovino so ljudje bili od nečesa odvisni. Bili so odvisni od cigaret, bili so odvisni od alkohola. Tam v 18. stoletju v spletnih ulicah Šangaja so bili odvisni od opija, pa so tu pa tam koga zapovedali, da so prišli do denarja ali pa do opija. Ves čas so bili ljudi v odvisnosti. Veste, kaj mislite v čem? Pa mi to nekdo od vas pove. V čem je pa odvisnost od digitalnih medijev različna od vseh ostalih odvisnosti? Kaj mislite? Mislite v čem? Če si ti recimo bil v 19. stoletju odvisen od opija, ali pa recimo pred 10 leti od alkohola, ti si moral najprej delati, zaslužiti nek denar, par dni, potem si pa lahko kupiti alkohol. Ti si moral morda nekoga v skritih ulicah Šangaja najprej zabost, pa ni bilo tako preprosto, da si prišel do opija. Nikoli v zgodovini človeštva ni bilo tako, da bi ti nekaj omogočalo, da prideš ti do tega zadovoljstva tako. Nekdo, ki bo odvisen od digitalnih igric, ki bo odvisen od digitalne pornografije, ta človek ima prvič v evoluciji človeštva možnost, da se 24, če bi bilo to fizično možno, da 24 ur na dan visi. In mi vidimo hitre spremembe v tem delu možganov. Vidite, se pravi, da bomo končali, a je tako? Da bomo končali. Mi vse to lahko slikamo, to, kar vam govorim, vse to lahko slikamo. In končujem, se bo to vprašal, ampak na čem, jaz bi pa rad bil dober človek, pa rad bi bil srečen človek, pa rad bi bil nekoč oče, ki bo imel lepo vzgojene otroke, pa rad bi bil morda zdravnik, astronaut. Kako naj živim, na koga se ne obrnem, da bi bom pomoč v tem svetu, ki je tako čuden svet. Res je, ta svet, moj svet, ko sem bil veliko manj čuden, kot je pa vaš danes. Vidite, pa se boste pa vprašali, na čem pa ne jaz, komu ne zaupam? A ne, recimo, zaupam na svetu, pa znanju teh starejših, recimo, enega dr. Pirtoška, ali pa učiteljice, ali pa mame, ali pa detka. Tukaj je povoljno, da, kajti velikokrat boste videli, da ti starejši ljudje imajo več izkušenj, pa nekateri zlasti tisti zelo starejši imajo tudi nekaj, kar se imenuje modrost, da vam bodo znali intuitivno v življenju pomagati, vendar večinoma je odgovor ne. To je generacija, ki je že za čisto drugačno življenje, kot pa ga boste vi, ki ima morda vaš oče, ne vem, starejši brat ima dobre namene, ampak to so drugi svetovi. Ali zaupati tehnologiji, ali zaupati ChatGPT-u, ali zaupati temu. Ne, boste videli, da ne, mogoče včasih boleče, da se boste to naučili, upam, da ne vi, ampak veliko iz vaše generacije se je na boleč način naučilo, kako je bilo, če so zaupali svojo skrivnost, svojo, intimo svojega telesa ali svoje misli ali internetu. In zlahka postaneš ujetnik. Mi imamo nevrologi, psihiatri se bavimo za takimi ljudmi, za takimi boleznimi, kjer so ljudje ujetniki te digitalne. Svojim občutkom boste videli tudi ne, kajti okolje še nikoli ni bilo tako manipulativno, z lažnimi informacijami, z fake ID, z človekom, ki ga najbolj občudujete, ki pa recimo vam govori popolne neke neumnosti. Veste kaj, edino, kar vam bo pomagalo, je napisano na nekem kamnu, ki je star že tisočletja, v Apolonovem templju v Delfi, to je v stari Grčiji, kjer je en filozof gor napisal spoznaj samega sebe. Kaj hoče reči? Vaša generacija bo imela zdaj eno težko preizkušnjo z poplavo digitalizacije, ni rešitev v tem, da se digitalizacijo
prepove, čeprav jaz recimo sem med tistimi, ki mislijo, da bi bilo koristno, da se recimo iPhone do tega in tega ne dovolijo v šoli mimo gredene. Ampak vi boste morali najti na sebi nek svoj mir, neko svoje znanje, da ne boste depresivni, da ne boste zapadali v brezu. In to boste najbolj sigurno naredili, ne da boste verjeli čekali, ne svojemu starejšemu bratu, ampak da boste v sebi gradili, kako ste rekel prej, da vam ime oprostite, se že pozabil. Ja, rok, ampak da bo rok odkril tistega pravega roka v sebi, da bo rezilienten, a ne kot rečemo, da ne bo